Dobro jutro, Katjuša in vsi ostali. Tema današnja je simbolizem. Kar poznamo zgodovino umetnosti, je človek simbolno bitje. In vedno se vrtimo okrog simbolov. V krščanstvu križ, v predkrščanskem obdobju ank, potem tudi v Mezopotamiji kobra, potem orel. Najstarejši simbol, ki smo ga našli, je Tibet, področje vulkanskega stekla, kot ga vidite tukaj, krog. Ko Zemlja dobi luno, se začnejo živa bitja. To je prvo živo bitje, ki je v obliki kroga in pike. To najdemo potem še vse povsod v različnih fazah. To so milijarde let. Nekaj 100 milijonov let je pa grobnica Tutankamona, kjer ima tudi krog in piko. Poldragi kamen. Grobnica. To so stari simboli, ki so vezani tudi na potem kompletno kulturno dediščino, ki jo Mezopotamija ima. Še pred Mezopotamijo gotovo imamo področja, ki je bila zelo visoko razvita civilizacija. Recimo pred 5000 leti je Krišna v Grčiji imel že svoje letalo Pušpak. To razlaga Maestro Saibaba. Egipčani imajo tudi taki simbol nad glavo, tako ga imajo. In nisem mogel dolgo let razumeti, kaj to pomeni ta simbol. Ta simbol postane pravzaprav sonce, isto. Ta kamen je naravni kamen, ampak iz tistega morja, notranjega morja in zunanjega morja. In se ta oblika pravzaprav predstavlja vibracijo. Tudi najstarejši simbol vibracije. Zemlja je vibracija. V kulturi Situl imamo ogromno valovnic, ki govori prav o istem problemu. Simboli so potrebni za človeka, da se razvija in ohranja. Recimo ta kamenček naj bi negativne silnice, ki prihajajo človeku, ponavadi najprej tukaj v grlo, potem v srce. To je zaščita, še danes. In ta kamen je prav od Dalaj Lame. Se imenuje Zi. In kaj pa je Zi? Krog in pika. Ogromno ostalih simbolov je tudi ohranjenih, tudi na našem krasu, v naši Vipavski dolini. Ena najbolj pomembnih simbolov je pa piramida, ki predstavlja spodnji del in vrhnji del. In to je tudi najstarejši znak za Boga. Še danes na naši kmetiji, na planete, ko rečemo, je ta risba simbol Boga. Ga najdemo po celem svetu. Mi ga imamo še danes živega v naši kmetiji.